Današnje novice pa končujemo v slovenskih Benetkah. Ženske zgodbe, pogovorni večeri v pripravi Kostanjeviškega društva podeželskih žena Podgorjanci in tamkajšnje krajevne knjižnice so v 13 letih postali nepogrešljiva stalnica v lokalnem kulturnem utripu. Odlično obiskan je bil tudi zadnji. Na pogovornih večerih z običajno ženskimi gostjami so v minulih letih odstrli že marsikatero zanimivo temo. Nič drugače ni bilo tokrat, ko je beseda tekla o koreninah, vezeh in spominih znanih kostanjeviških družin. Iz časa, ko so bili to še res meščani in so v svojem obdobju pomenili zelo veliko za Kostanjevico, bili aktivni, tudi pomagali pri uresničitvi vseh projektov, ki so Kostanjevico naredili tako, kot je. In ker se to pozablja, prihajajo novi rodovi, se mi je zdelo prav, da se o tem pogovarjamo, da jih ne pustimo v pozabo. Svoje tudi neizprosno boleče spomine so z udeleženci tokrat delile potomke Glihatove, Bučarjeve, Klavževe in Likarjeve družine, ki so z usnjarsko, trgovinsko, hotelsko, gostilniško in drugimi dejavnostmi neizbrisno zaznamovale življenje v dolenjskih Benetkah. Oni so naredili korenine in pot za to, kar smo zdaj. In da bi znali spoštovati, pa nadgradili, je treba o tem govoriti. Čeprav je Jožico Tršar pot že kmalu zanesla v prestolnico, je vse skozi ohranjala tesne vezi s Kostanjevico, kamor se z družino ponovno preseli po upokojitvi. Jaz sem hodila domov za vikende in delala na gostilni. Veselo je bilo, ampak moram reči, da jaz nisem bila dobra za gostilno. Mi ni ta poklic ležal. Ponosna na svoje kostanjeviške korenine je tudi pisateljica Mirana Likar, vnukinja gospodarstvenika in enologa Jožeta Likarja, ki velja za očeta dolenjskega posebneža Cvička. Sem v njegovi družini odraščala in sem vesela, da sem odraščala v tem kraju in v tem okolju. Me je zelo zaznamovalo. Kot je seveda tudi ostali sogovornici na prijetnem in poučnem pogovornem večeru, ki so mu posebno noto za povrh pridodali še z pokušino ponojenim pecivom, pripravljenim po receptih Neže Rihelj, gospodinje pri znameniti kostanjeviški lekarnarici Emiliji Fon.